Okoljski dan gospodarstva, ki smo ga letos pripravili že 22-tič, ima 3 namene. Strokovno izmenjavo mnenj in informacij, mreženje in tudi priznanje ljudem, ki se poklicno ukvarjajo s področjem varstva okolja in tudi trajnosti v podjetjih. Digitalizacija na področju varstva okolja predstavlja predvsem digitalizacijo podatkov, se pravi, da bi bili podatki v bazi. Do te baze bi imeli dostop tako javnost kot, organi in vsi ostali, in da bi bili združeni podatki v eni bazi. Se pravi, ena baza, ki bi bila osnova za vso politiko, strategijo, vse upravljanje s temi podatki za naprej. Z rezultati, ki smo jih danes prikazali, to dokazujemo, da je ta odločitev bila pravilna, da hodimo po pravi poti in da je trajnost srž vsega našega prizadevanja, vseh naših procesov, našega razvoja in tudi naših produktov. Naši kupci so glavne svetovno znane znamke, podvržene so drobnogledu javnosti, tudi one želijo biti trajnostne in seveda take zahteve prenašajo tudi na nas. And that's already part of my story, that I try to look at the world in a very holistic way. Mislim, da res Sloveniji dosegamo odlične rezultate v industriji. Mislim, da mora ta komponenta, okoljska komponenta prevladati v razvoju. V teh zadnjih 30 letih smo na področju trajnosti že nekaj naredili. Je seveda treba še veliko stvari postoriti, ampak marsikaj je bilo že postorjeno. In kar je bilo zlasti opaziti, je tak en ful velik razkorak, malo tudi generacijski. Prvi trajnostni menedžer v Sloveniji mi je veliko ponos in priznanje dolgoletnega uspešnega dela na področju varstva okolja in seveda dobrega sodelovanja z gospodarsko zbornico. Zelo sem vesela, da je tudi v Sloveniji prepoznan ta profil osebe, ki aktivno deluje v podjetju. Trajnostni menedžer mora vedeti, kam gre smer trajnostnega razvoja v podjetju in to mora delati z srcem.